Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer kot vedno v času sejma Agra za vas pripravljamo različne dnevne oddaje o dogajanju na sejmu Agra. No, tokrat smo pa seveda pred naš mikrofon povabili našega predstavnika v Državnem zboru, gospoda Tineta Novaka, ki je dejansko kot v parlamentu, kot predstavnik stranke Svoboda. Tako da lepo pozdravljam tukaj v našem studiu na sejmu Agra. Simon, lep pozdrav in hvala seveda za vabilo. Pa morda, kakšen je, vi ste na tem političnem parketu novi obraz, pa vseeno, zdaj ste že več kot leto dni v tej vlogi, pa morda kakšen je vaš pogled na sejem Agra in seveda pomen v tem našem slovenskem prostoru tega sejma? Res je, nisem prvič kot obiskovalec na sejmu Agra, v preteklosti sem ga obiskal nemalokrat, je pa res, da sem prvič v vlogi poslanca, prejšnje leto žal nisem imel časa, tako da me to navdaja s posebnim ponosom. Prav tako sem zelo vesel in hvaležen še preostali ekipi poslancev Gibanja Svoboda, da so tako v velikem številu se udeležili otvoritve tega sejma. Z veseljem smo si ogledali vse razstavljalce. Vidimo, da so kljub izjemno ogretemu ozračju, seveda ne političnemu, to mislim zadnjih izdihljajih vročinskega vala, vsi polni optimizma in zrejo v prihodnost glede naše kmetijske. Morda z vašega vidika pomen kmetijstva, kmetovanja dežele ob Muri glede na Slovenijo? Seveda, vsi vemo, da je to najpomembnejša, vsaj po mojem mnenju, regija za kmetijstvo, ne pravi se za Majn oziroma kar tja v tri krasne žitnice Slovenije. Tu je kmetijstvo doma, ima dolgoletno tradicijo, tako da tudi z razlogom imamo tudi tu sejem z eno najdaljših tradicij v Evropi in tudi enim najmočnejših odmevov po Evropi, na katerega se z največjim veseljem in ponosom pridejo predstavljati tudi razstavljalci iz vse Evrope in tudi širše. Vemo, v letošnjem letu, pa ne morda letošnje leto, mogoče dve zadnje lete, sta, bom rekel, te okoljske težave, ki bremenijo kmetovanje, lani suša, letos te poplave, pa morda, kako vi gledate na vso to dogajanje na področju kmetovanja, pa vseeno, kakšne rešitve se ponujajo? Nenazadnje ste predstavnik največje pozicijske stranke, pa morda kakšne so tu možnosti za razvoj kmetijstva v deželi ob Muri? Ja, res je, sam se ne spomnim zdaj obdobja iz preteklih let, ko ne bi vreme resno in strašljivo krojilo usodo naših pridelkov, usodo naših kmetijcev, usodo naših kmetij. Vedno poročamo o nekih vremenskih ekstremih. Res je, da je letos žal prišlo do rekordnih, govorimo o ujmi. Tako da kaj to pomeni? To samo po sebi sporoča, da so okoljske oziroma vremenske spremembe dejstvo, da ne predstavljajo teorijo zarote in da jo moramo to sprejeti kot dejstvo, ni pa druge poti, ni srednje poti, ni leve poti, ni desne poti, kakor da zavihamo rokave, skomponiramo to dejstvo v izvrševanje, snovanje naših politik, ter se prilagodimo vremenskim spremembam. Kaj lahko iz tega vidika pričakujejo kmetovalci? Da se bodo stimulirale vse rešitve, katere bodo predstavljale blazino teh preomenjenih ekstremnih vremenskih okoliščin. Tu za našo regijo predvsem imamo v mislih neizbežno dograditev namakalnega sistema, kakor tudi druge, mogoče na prvi pogled manjše, ampak kljub temu pomembne te blažilnike, kot so dodatno financiranje zavarovanj, poljščin, pridelkov, ter seveda za aktualni zadnji ujmi dograditev vodozaščitnih ovir ter čiščenje vodonosnika. Vseeno ste omenili te zaščita vodotokov pa teh stvari. Vseeno v deželi ob Muri imamo nek način primer dobre prakse, ko govorimo o reki Muri, kjer je vseeno nek poplavni prostor in vidimo, da ob tej poplavi, ki je bila nazadnje, vseeno voda ostala znotraj teh visokovodnih nasipov. In vemo, da že od leta 1972 ni bilo nekih večjih poplav, ki bi ogrožale vasi ob reki Muri, seveda z določenimi
nekimi manjšimi problemi, mogoče tam v Razkrži, pa mogoče zdaj na Dolnji Bistrici, ampak vseeno ta sistem deluje. Medtem, ko smo imeli poplave na Dravi 2012, pa na Savinji, kot je bilo zdaj, pa na Savi leta 90, leta 98, pa sedaj. Pa ni mogoče ta primer, kako se lotiti poplavne varnosti na Muri, da bi to bil nek primer dobre prakse, ki bi ga poskušali dati tudi ostalim delom Slovenije. Jaz sem na televiziji videl, pa ne da bi tem ljudem privoščil kaj slabega, seveda so bogi, ampak videl sem, da so bile same nove hiše in vprašanje tudi tu prostorsko planiranje. Ste se tega tudi kaj lotili? Drži, vendar jaz bi tudi vseeno mogel omeniti, da je ta občutek, da je naša regija išla relativno dobro oziroma brez prekomerne škode, občutek oziroma se temu lahko zahvalimo sreči, ker moramo upoštevati dejstvo, da se je v Dolnji Bistrici konec koncev zrušil nasip in da je zgolj samo in le zaradi neverjetnega poguma tamkajšnjih prebivalcev, civilne zaščite in gasilcev, ki so čez noč z bagerji na načetem nasipu navozili tonske bloke, zdržal oziroma so preprečili, da bi prišlo do razlitja, ki je konec koncev ogrožal 9 okoliških naselij. Kaj hočem povedati? Da moramo tudi dodatno regulirati našo reko Muro oziroma utrditi vse vodne nasipe oziroma vsaj tiste, ki so stari desetletje oziroma več. Je pa res, da se lahko pod nami zgleduje tudi ostale regije, predvsem kar se tiče teh vodovodnih zaščitov, čiščenje strug, oziroma bodo tam verjetno morali dodatno še ukrepiti, konec koncev so najbolj poplavile hudourniške reke in to ravno na točkah, kje so pritoki. Se pravi, reke so tam pri pritokih dobile dodatni zalet, kar je povzročilo prelitje in ogromno škodo. Morda v prihodnjem letu lahko kmetje računajo nekako podporo države, glede na to, kaj se na področju kmetijstva dogaja? Seveda, podpora bo. Začeli smo, že prej so tekli razni krogi pogajanj, sedaj pa v luči teh novih dejstev, ne samo, da bo država priskočila oziroma bo tudi Evropska unija dala nove smernice, ker se sami zavedamo, da vkolikor tega področja maksimalno ne uredimo oziroma maksimalno ne pridemo naproti, ne čaka nič dobrega, kar se bo odražalo konec koncev v naših denarnicah in bo še okrepilo draginjo. Kaj je boljše za nas, domače žito ali ukrajinsko žito? Za nas je boljše definitivno domače žito. Hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za zanimivo debato. Vsem hvala. Hvala za vabilo.